Spoštovani gospod predsednik vlade, visoki gostje, bratje in sestre. Macesnova Gorica je kraj, kjer se slovenska zgodovina dotika najglobljih vprašanj človekovega dostojanstva, resnice in smisla življenja. V teh gozdovih so bili po koncu druge svetovne vojne brez sodbe smrčeni številni ljudje. Mnogi so bili desetletja brez imena v javnem spominu in brez kraja, kjer bi njihovi svojci mogli prižgati svečo ali izmoliti molitev. Kot ljudje in kot verniki smo prišli sem, da izrazimo spoštovanje njihovemu dostojanstvu, ter prosimo v molitvi Boga za prihodnost našega naroda. Nobena človeška beseda ne more v celoti zaobjeti bolečine izgube. Cerkev uči, da je spoštovanje pokojnih eno temeljnih znamenj človeške kulture. Pravica do groba in dostojnega pokopa izraža spoštovanje do sočloveka, ustvarjenega po Božji podobi. S hvaležnostjo pozdravljamo prizadevanja za dostojen pokop žrtev prikritih grobišč in ohranjanje njihovega spomina. Tudi nedavno sprejeti zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč razumemo kot pomemben korak v smeri spoštovanja človekovega dostojanstva in zgodovinskega spomina. Vsak človek ima pravico do imena in do groba. Kadar narod spoštljivo poskrbi za vse pokojne, krepi temelje medosebnega spoštovanja in zaupanja. Prerok Ezekiel v današnjem berilu pove in govori o ljudstvu, ki je izgubilo vse. Zdi se, da je prihodnost zaprta. Prav v takšnem trenutku Bog spregovori: glejte, odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. Bog odpira grobove. Človeka kliče iz teme v luč ter vrača dostojanstvo tistim, katerih glas je utihnil. Ko danes poslušamo te besede, tukaj v tišini pod Macesnovo Gorico, jih slišimo z veliko občutljivostjo. Tukaj so bili desetletja skriti grobovi, številne družine pa so nosile bolečino brez javnega priznanja. Toda človek v Božjem spominu nikoli ni pozabljen. Bog pozna vsakega človeka po imenu. Pred njim ima vsak svoje dostojanstvo in zgodbo. Prerok ne govori le o grobovih, ampak tudi o srcu in o prihodnosti. Bog želi odpreti srca živih. Osvoboditi nas želi zaprtosti, strahu, nezaupanja ter nas usposobiti za novo življenje. Zato pravi: svojega duha denem v vas in boste oživeli. Sprava se začne tam, kjer se človek odpre delovanju Božjega duha. On vzdravlja spomin, krepi pogum za resnico in odpira pot zaupanju. Psalm poje: dobrota in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila. To je podoba sprave, kakršno pozna Svetopismo. Resnica osvetljuje preteklost, pravičnost vrača dostojanstvo, usmiljanje zdravi rane, mir pa odpira prihodnost. Kadar so te razsežnosti povezane, nastaja prostor, v katerem lahko raste občestvo. Krščanska vera nas uči, da prihodnosti ni mogoče graditi na pozabi, temveč na resnici, ki jo vrednotimo. Evangelij nas vodi k spoznanju, da resnica rodi najlepše sadove tam, kjer jo spremljata usmiljanje in ljubezen.
Zato je sprava veliko več kot zgodovinski ali politični projekt. Je duhovna pot očiščenja spomina, ozdravljanja ran in ponovnega odkrivanja bratstva. To misel nadaljuje apostol Pavel v 2. berilu, ko nas spodbuja: nikomor ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi poskušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi. Pavlove besede so tudi za nas zelo aktualne. Vabijo nas k ustvarjalni moči dobrega. Dobro ni znamenje šibkosti, ampak moč, ki odpira prihodnost, preobraža odnose, zdravi spomin in gradi skupnost. Kristjan je poklican, da ostaje graditelj dobrega, človek spoštovanja, dialoga in miru. Pavel gre še dlje. Če tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti, in če je žejen, mu daj piti. V teh besedah se razodeva novost evangelija. Kristjan presega logiko nasprotovanja, sovraštva in odpira prostor srečanju. Sprava tako ni zmaga enega nad drugimi. Je zmaga dobrega, ki človeku omogoči, da v drugem osnovno prepozna, kot bi rekel papež Frančišek, brata in sestro. Vrhunec današnjega bogoslužja so blagori. V njih Jezus razodeva obličje človeka, ki živi v luči Božjega kraljestva. Blago žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. Te besede danes objemajo vse, ki nosijo bolečino izgube. Kristusova tolažba ni oddaljena obljuba, je njegova navzočnost med nami. V njem spoznamo, da ima življenje globino, ki presega smrt, in da ljubezen postaje močnejša od vsakega nasilja. Blago lačnim in željnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. Pravičnost, o kateri govori Jezus, je hrepenenje po svetu, v katerem je spoštovano dostojanstvo vsakega človeka. Je prizadevanje za resnico, pošten odnos do zgodovine in ustvarjanje družbe, ki spoštuje človekovo življenje. Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. Usmiljenje je srce krščanskega življenja. Omogoča, da spomin postane rodoviten. Pomaga, da bolečina ne postane breme prihodnosti, ampak vir sočutja in nove bližine. In končno, blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. Mir je Božji dar in sad odprtega srca. Rojeva se tam, kjer človek spoštuje resnico, varuje dostojanstvo drugega in gradi mostove. Je dar, ki ga prejemamo od Boga, in hkrati naloga, ki nam je zaupana. Dragi bratje in sestre, današnja Božja beseda nas vodi od odprtega groba do odprtih src. Bog odpira grobove, da bi pokojnim vrnil dostojanstvo, srca živih pa usposobil za graditev miru. Tako odpira prihodnost našemu narodu, spravi, da bi rasel v resnici, pravičnosti, usmiljanju in medsebojnemu spoštovanju. Pokojne in storilce nasilnih dejanj danes izročamo Božjemu usmiljanju. Njihove svojce priporočamo Božji tolažbi. Za naš narod pa prosimo za modrost in pogum, da bomo znali graditi prihodnost, utemeljeno na pravičnosti, resnici in ljubezni. Naj se tudi med nami uresničijo besede proroka Ezekijela: svojega duha denem v vas, da boste oživeli in vas postavil na vašo zemljo. Amen.
V skupnih prošnjah za vse potrebe prosimo za naše osebne in skupne potrebe. Prosimo za Cerkev na Slovenskem, naj po zasluženju tolikih mučencev iz duhovniških vrst in trpljenja škofa Rožmana in Vovka vedno ostane branilka resnice in življenja. Prosimo te, usliši nas. Usmiljeni Jezus, po priprošnji tvojih svetnikov, posebej pa tvoje Matere Marije, te prosimo za blagoslov vseh, ki se resnično trudijo za dobro Slovenije in vseh njenih državljanov, podpirajo jih pri njihovem delu. Prosimo te, usliši nas. Dobri in usmiljeni Bog, sprejmi žrtev slovenskih mučencev in razli svojo milost nad Slovenijo in nad vsem slovenskim narodom, da bo v tebi čas stopal v varno prihodnost ter napredoval v duhovni in vsakršni blaginji. Prosimo te, usliši nas. Srce Jezusovo veru svetolažbe, naj neizrekljivo trpljenje, krivice in ponižanja, ki so jih družine pomorjenih v zapovedanem molku moči nosile desetletja, obrodijo obilen sad, blagoslovi naše družine, da bodo odprte za življenje in naj iz njih izide tudi novi duhovni poklici. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, v tvoje usmiljene roke izročamo vse, ki so v teh krajih in po drugih moriščih po Sloveniji delali hudo, ter vse, ki ne znajo ali ne zmorejo doumeti globine storjenega zla, nakloni in spoznanja resnice in milost notranjega spreobrnenja. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za naše rojake v zamejstvu in po svetu, naj pod Marijinim varstvom ostanejo zvesti Bogu, slovenskemu izročilu in besedi. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse nepokopane in prekopane, za vse žrtve vojne in revolucije, za vse žrtve vojne v Ukrajini in povsod po svetu, naj najdejo Božji mir. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi Gospod te naše prošnje, tudi jih usliši po Kristusu našem Gospodu. Amen.